Najprej mi dovolite par besed okrog teh napadov posameznih poslancev iz vrst socialnih demokratov, ki izgleda v zadnjih tednih in mesecih ta vladna kriza izredno muči in iščejo probleme pri tistih, kjer seveda teh problemov nismo povzročili. Ne more biti Slovenska demokratska stranka seveda kriva za frustracije Pahorjevih poslancev, kot tudi ne more biti Slovenska demokratska stranka tista, ki ne bi prevzela odgovornost za njihove zavožene projekte, slabe in škodljive odločitve, med katere seveda sodijo tudi 3 zakoni, o katerih bodo volivke in volivci 5. junija odločali na referendumu in kot kaže njihovo razpoloženje, vse 3 zakone prepričljivo zavrnili. Ne bodo jih zavrnili samo zaradi tega, ker bi s tem pritrjevali stališčem opozicije oziroma Slovenske demokratske stranke. Volivke in volivci bodo te slabe zakone zavrnili predvsem zato, ker jim je dovolj te vlade, dovolj jim je neučinkovitosti, dovolj jim je apatičnosti, arogance, oblastniške drže in želijo tudi na ta način pokazati, da je Slovenija na točki, ko potrebuje odgovorno oblast, oblast, ki bo znala sprejemati in uveljavljati zakone, ki bodo v korist ljudi in ki bo pri tem znala tudi poslušati mnenje ljudi in javno mnenje. Ta tako imenovana pokojninska reforma, o kateri je največ govora in kjer bodo očitno do konca kampanje angažirani v podporo tudi vsi rezervni generali, je ena točka, kjer vladajoča koalicija nekako izgublja tudi svojo verodostojnost. Če jih poslušate, ne v zadnjih dneh na eni strani govorijo, kako je potrebno to tako imenovano reformo sprejeti, ker bodo drugače trpele javne finance in ne bo denarja za pokojnine. Na drugi strani pa govorijo, da se bodo pokojnine povečale. Ti isti. To ne gre skupaj. Potem govorijo o tem, da bo prihranek 300 milijonov evrov zaradi pokojninske reforme. Ti isti, ki govorijo, da se bodo z njo pokojnine povečale. In v njihovih dokumentih si preberite, in mi smo njihove dokumente citirali in z njihovimi argumenti izpodbijali smotrnost in smiselnost te tako imenovane reforme. Ti dokumenti govorijo o tem, da bo prihranek pri javnih financah v prvem letu 0,1 GDP-ja oziroma 35 milijonov evrov. Kar je na eni strani zanemarljiv znesek, na drugi strani pa kaže na to, da se bodo pokojnine očitno znižale. Ampak tu ni temeljni problem. Temeljni problem je, da se je vlada, Pahorjeva vlada, lotila javne finance sanirati in reševati na plečih upokojencev z najnižjimi prejemki. Ne pa tam, kjer bi to bilo potrebno. In ravno danes je v obravnavi zakon o javnofinančni odgovornosti, ki mu vlada nasprotuje, ki bi, kolikor bi bil sprejet, vlado prisilil k omejevanju javne porabe in zadolžitve. Z racionalizacijo stroškov, z racionalizacijo na tistih segmentih, kjer se nenormalno trošijo sredstva. Veste, da se ustanavljajo novi uradi, nove agencije, nove službe, negospodarno se ravna z državnim premoženjem. Namesto, da bi se bančni sistem saniral, se ga z državnim denarjem dodatno podpira. Skratka, na tistih področjih, kjer bi bilo mogoče privarčevati in kar bi rezultiralo tudi v dolgoročni stabilnosti pokojninske blagajne. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke s tem zakonom predlagamo omejitev porabe na odstotek ustvarjenega, kar bi pomenilo tudi zagotavljanje vira sredstev za pokojnine v bodoče. Vlada temu zakonu nasprotuje. In to bi bil učinkovit ukrep in to bi bil učinkovit zakon tudi za stabilnost pokojninskega sistema. Tako kot vlada na plečih upokojencev ne more rešiti in tudi ne bi bilo pravično in bi bilo narobe
javnih financ oziroma stabilizirati, tako ne more z omejevanjem medsosedske pomoči rešiti problema dela na črno. In zaradi tega je treba ta zakon zavrniti. V arhivih verjetno ne kaže izgubljati kaj dosti besed. Mislim, da je Ustavno sodišče dalo največjo lekcijo tej vladi. Vlada sama je sprožila postopek pred Ustavnim sodiščem in kaj je ugotovilo? Ustavno sodišče je ugotovilo, da imamo zakon, ki je evropski, ki je sodoben, ki od leta 2006 na ustrezen način ureja to področje in novela bi bila protiustavna. Ta novela, ki je na referendumu, torej jo je potrebno zavrniti. Tako da v Slovenski demokratski stranki ne moremo biti odgovorni za to, da vladajoči v pomanjkanju argumentov, ki jih očitno nimajo niti za zagovarjanje lastnih zgrešenih odločitev grešnega kozla, iščejo pri nas. Tega pač ne bomo dopuščali, ne bomo prevzemali, sposobni pa smo prevzeti odgovornost za zagovarjanje dobrih zakonov in zakonov, ki bodo v korist ljudi. Ti trije to niso, zaradi tega seveda pričakujemo, da jih bodo ljudje na referendumu 5. junija zavrnili in glasovali proti.